Nesreče se lahko zgodijo kadarkoli in kjerkoli. Pomembno je, da smo nanje pripravljeni vsi, tudi slepi in slabovidni, gluhi, naglušni in gluhoslepi, njihovi družinski člani in osebni asistenti. Vabimo vas k ogledu napotkov, kako ravnati pred in med nesrečo ter po njej. Preverite, ali živite na območju, ki ga ogrožajo poplave, potresi ali požari v naravi. Seznanite se z napotki, kako se pripraviti na nesreče in kako ravnati ob njih. Ter razmislite, katere težave boste lahko imeli ob nesrečah. Ustvarite si socialno mrežo ljudi, ki vam bodo pomagali. To so lahko sorodniki, prijatelji, sosedi ali sodelavci. Dogovorite se, kako bi vam pomagali ob nesreči in po njej. Upoštevajte, da te osebe niso vedno dosegljive ali pa ne bodo mogle do vas. Slušni aparat med spanjem hranite vedno na istem mestu. Prav tako imejte med spanjem vedno na istem mestu očala in belo palico. Za zagotavljanje varnosti prebivalcev ob nesrečah so lahko odrejeni zaščitni ukrepi, kot so na primer evakuacija, sprejem in oskrba v nastanitvenih objektih, radiološka, kemijska in biološka zaščita. Ob evakuaciji upoštevajte navodila pristojnih služb in povejte, da potrebujete pomoč. S sabo vzemite nujne stvari, ki ste jih pripravili za primer nesreče. Pri komuniciranju z invalidi upoštevajte etična načela in enakovreden položaj sogovornika ter bodite spoštljivi. Pridobite pozornost osebe in se ji predstavite. Opišite situacijo oziroma nevarnost. Vprašajte jo, če potrebuje pomoč. Stopite pred gluho osebo v njenem vidnem polju. Zmanjšajte hrup in osvetlite prostor. Ob izpadu električne energije si lahko pomagate z baterijsko svetilko. Pomembno je, da oseba dobro vidi sogovornika, predvsem ustnice in obraz. Govorite jasno, počasi in v kratkih stavkih. Če oseba ne razume povedanega, ponovite besedo ali povejte z drugimi besedami. Veliko lahko sporočite tako, da pokažete predmet, prikimate, odkimate in podobno. Pomagajte si s telefonom ali vzemite papir in zapišite, kar ste želeli povedati. Če pri komuniciranju pomaga tolmač znakovnega jezika, glejte sogovornika, ne tolmača, saj tako najbolje vidite, kako se oseba počuti. Pri komuniciranju s slepo osebo spregovorite prvi in ali se nežno dotaknite njene roke in se predstavite. Opišite situacijo oziroma nevarnost. Osebo vprašajte, ali potrebuje pomoč ali spremstvo. Pri komuniciranju uporabljajte kratka in jasna sporočila. Kazalne nedoločne zaimke, tukaj, tam, nadomestite z opisom situacije. Naravnost pred vami je, na desni strani je. Izogibajte se kimanju in drugim neverbalnim sporočilom. Preverite, ali je oseba informacijo razumela. Če ima oseba psa vodnika za slepe, naj ga vzame s sabo, da jo bo vodil. Če oseba uporablja belo palico, naj jo vzame. Osebo vodite tako, da ji ponudite komolec. Hitrost gibanja oziroma hoje prilagodite slepemu. Hodite korak pred njim. Opozorite na ovire. Pred tabo je prevrnjen stol. Ob potresu poiščite zaklon pod masivnimi mizami, ob notranjih nosilnih stenah ali med podboji vrat v notranjih nosilnih stenah. Počepnite, glavo upognite k kolenom, zavarujte si jo s komolci in sklenjenimi dlanmi pokrite zatilje. Če ste zunaj, pojdite na odprt prostor. Če po potresu ostanete ujeti v ruševinah, ostanite mirni. Če se praši, si s priročnim zaščitnim sredstvom, robcem, delom oblačila, prekrite usta in nos. V enakomernih presledkih udarjajte s predmetom po kovinski napeljavi ali zidu. V poplavljeni stavbi se umaknite v višje nadstropje. Na prostem se umaknite na območje, ki ga voda ne doseže. Ne prečkajte vodnega toka, tudi če voda sega le do kolen. Upoštevajte zapore cest in podvozov in ne vozite po poplavljenih cestah. Iz okolice stavbe umaknite predmete, ki jih lahko zajame ogenj. Če je v zraku dim, zaprite okna in vrata. Izključite prezračevalne in klimatske sisteme. Če živite sami, poiščite osebe, ki vam lahko pomagajo. Prosite jih za pregled poškodb stavbe in opreme ter za pomoč pri odpravljanju posledic nesreče.
Če so na stavbi poškodbe ali če je poškodovana njena konstrukcija, vanjo ne vstopajte. Če ni elektrike, za razsvetljavo uporabite baterijsko svetilko. Ne prižigajte vžigalic in ne kadite. Ob motnjah pri preskrbi s pitno vodo upoštevajte navodila glede prekuhavanja ali uporabite vodo iz plastenk. Ob poplavi se lahko poškoduje stavba, poplavljene so kleti in nižja nadstropja, prestavljena sta pohištvo in oprema, prav tako lahko nanosi blato in naplavine. Iz poplavljenih prostorov izčrpajte vodo, odstranite naplavine in poplavljeno opremo. Prostore in opremo očistite, razkužite in posušite. Če predmetov ni mogoče očistiti, jih zavrzite. Zavrzite živila, ki so bila v stiku s poplavno vodo. Po požaru v naravi glede vrnitve v svoj dom upoštevajte navodila pristojnih služb. Šele po njihovi odobritvi in ko v zraku ni več dima oziroma vonja po dimu, prostore prezračite. Na številko 112 lahko kadarkoli brezplačno pokličete v katerikoli državi Evropske unije, če potrebujete nujno medicinsko pomoč ali pomoč gasilcev, drugih reševalnih služb ali policije. Gluhi in naglušni lahko posredujete besedilni klic, SMS, na številko 112. V filmu prikazani načini pomoči, informacije in načini komunikacije so le nekatere možnosti ravnanja ob nesrečah. Prikazani so simbolično in so zgolj informativnega značaja. Za njihovo izvedbo, morebitno nastalo škodo in poškodbe, naročnik filma ne prevzema odgovornosti. Več informacij na www.gov.si.